Pravkar smo pristali v najbolj oddaljeni koči na svetu in tukaj skušamo preživeti brez hrane, brez vode in zavetjem, ki komaj stoji. Tukaj smo proti materi naravi in moramo preživeti. Vse se lahko v trenutku spremeni in naslednjih 24 ur bom tukaj sam. Bilo je naporno tam zunaj in ostal sem brez vsega. Če ne bomo našli hrane in vode, bo naša varnost ogrožena. In če bomo potrebovali pomoč, je do kakršnekoli pomoči dobesedno dvodnevna pot. Sploh ne vem, če je ta kraj primeren za življenje, fantje. Ampak v naslednjih nekaj dneh bomo to ugotovili. Dobesedno moraš imeti fatalističen način razmišljanja. Imamo 3 cilje tukaj. Prvič, najdeti hrano in vodo. Drugič, preživeti, to zavetje. In tretjič, želim imeti ogenj tukaj na lesenem zavetju sredi ničesar. Ne vem, ali bo ta stvar pogorela, ampak poskusili bomo to narediti v tem izzivu. Uradno smo tukaj sami. Poglejmo, kje bomo preživeli. Imamo kup stvari na kajaku, do katerih bomo prišli kasneje. Imamo to teraso, ki ima nor razgled. Upam, da bomo lahko kasneje raziskovali tam zunaj za hrano. Tukaj imamo lestev. Poglej, kaj jo drži. Se hecaš, ni šans, da bi me to zdržal. Ja, imamo malo vrvi, ki drži to lestev. Ima vitičnjake, ampak ima tudi nekaj ostrik, ki bi jih morda kasneje lahko prigriznili. Tukaj imamo pravo razkošje. Imamo en majhen stol, lahko se usedemo tukaj gor in kasneje opazujemo sončni zahod. Ampak tukaj res ni elektrike, ni luči, ničesar ni, fantje. V redu, poglejmo si naše bivalne prostore znotraj. Imamo ogromnega pajka. Ne bomo ga motili, prepričan sem, da je neka vrsta zlatega gumba. Sporočite mi v komentarjih, če veste, kaj je ta model. Imamo tega modela, zgleda kot nekakšno kurišče. Moral bi ga lahko uporabiti, upam, da ne zažgemo naše koče. Se šaleš? Tukaj imamo celo poštni nabiralnik. Kdo sploh tukaj kaj pošilja? Imamo lepo izolirano streho, kar je super. Fantje, popolno. Pravkar sem hotel reči, kateri prostor pa tega ne bi imel noter, da je čisto. Imamo metlo. Ni 5-zvezdični hotel, ampak bo v redu. Poglejmo si našo opremo za preživetje za ta izziv. Imamo to mini ribiško palco. Velika je približno kot moja, ampak verjetno deluje bolje. Mini podvodno puško, ki ima moč in mačeto za čiščenje živali in sekanje lesa. Dron, GoPro in kup baterij. Maska, to bo zelo prav prišlo. Majhen paket vab. Te zadeve bomo uporabili, da bomo lahko raziskovali in metali v mangrovski sistem. In seveda, kot veste, nikamor ne gremo brez našega značilnega poživila. To nam bo prišlo prav, ko bomo na dnu. To bomo spili in se ponovno rodili, prijatelj. Kot vidite, je okoli nas res ogromno življenja. Poglej vse te ribe, ki plavajo tukaj skozi. Mati narava tukaj resnično vlada. Čeprav smo stotine milj stran od kakršnekoli civilizacije, imamo cilj, ki ga moramo izpolniti. Čas je, da poiščemo hrano in vodo. Opa! Vlečemo ročno zavoro. Skor smo zapeljali v ta grm tukaj in zlomili našo palco. Ampak fantje, tukaj je res noro. Počasi in tiho bomo zapluli s kajakom, malo bomo poskusili in videli, če lahko kaj ujamemo, prijatelji. Fantje, tukaj v tej laguni je dobesedno koralni greben. Ste videli to, fantje? Imeli smo dobesedno preklemansko barakudo na trnku. V redu. Gremo še enkrat. Prekleto, zgubili smo jo. Ja, imamo enega. Ja, zataknil me je. Izvlekli smo ga. Poglej trevalija. Bog moj, poskuša ga pojesti. Glej to, tam je mejhna koralna trska. To je čudovito, človek. Je malo premejhen. No, spustimo ga. Pravkar sem ujel tistega koralnega trnkarja in potem je prišla tista trevalja. Mislim, da je poskušala pojesti našega koralnega trnkarja. Po urah metanja brez sreče je bil čas, da zamenjamo orožje in se odpravimo globlje v mangrove. Pripravljeni smo, fantje. Pravkar sem si to nadel, tako da sem pripravljen za akcijo. Tako da bomo pustili kajak za sabo. Bomo zelo neopazni. Poskusili bomo videti, če lahko dobimo kakšno hrano.
Čas je bil, da napolnimo podvodno puško in vidimo, kakšno hrano lahko najdemo. Ta teren, kjer se potapljamo, je neverjeten. Globoke, bujne mangrove, ki se stekajo v te koralne grebene. Tako je bilo povsod polno življenja in to je bil znak, ki sem ga potreboval. Način, kako lovimo v teh strukturah je, da poiščemo globoke jame in mangrovske sisteme, ter se počasi in tiho spuščamo navzdol. In ribe se bojo pojavile od nikoder in takrat moramo udariti. Ti veliki podrti hrudi so točno tisto, kar iščemo. V njih se skrivajo vse velike ribe, ki čakajo v zasedi. Okoli hloda se ni skrivalo kaj dosti, zato je bil čas, da se odpraviva na plitvi greben. Naletel sem na to vetrnico, v kateri se je skrival riba klovn. Vetrnica o mami in o hromi druge ribe, kar ribi klovnu omogoča, da ima dom in zatočišče, kjer lahko ustvarja novo življenje. Ko plavam navzdol, se prebijam v te temne jame. Tam se zadržujejo vse velike živali. Ta kraj je znan po tem, da v njem živijo krokodili. Tako da iskreno nimam pojma, s čim bi se rad srečal. Ti trski imajo popolnoma enake barve kot greben, zaradi česar so pravi mojstri kamuflaže. Imel sem jato cipel, ki je priplavala mimo. Sprva sem imel varovalo vklopljeno, potem pa sem izstrelil na slepo. Prekleto, to je bil lahek obrok. Čas je bil, da ponovno napolnim in nadaljujem z lovom. Ti plitvi, kristalno čisti grebeni so bili polni življenja in vedel sem, da je le vprašanje časa, kdaj se bo prikazalo kaj dobrega. Ko sem se potopil, sem naletel na jato velikookih karank. Te ribe niso posebej okusne za jesti, vendar so neverjetni lovci, saj uporabljajo grebene, da usmerjajo vse manjše ribe, jih ujamejo in se hranijo v teh velikih jatah. Iskreno prepričan sem, da je ta riba pravi ninja.
To tukaj so božični drevesni črvi. Vkopljajo se v trde korale in se hranijo v vseh tokovih. Ko sem se počasi spuščal po tej razpoki, je tam sedela velika koralna postrv. Iskreno še vedno ne vem, kako za vraga sem zgrešil to ribo. Odpravili smo se še dlje ven, kar nas je pripeljalo do teh čudovitih peščenih obalnih grebenov. To tukaj je koralni vrt in popolno mesto, kjer se ribe lahko skrivajo. To je mladič pisanega jastoga, ena najokusnejših morskih živali, vendar je premajhen, da bi ga obdržali. Naokoli je plavalo nekaj majhnih grebenskih rib, vendar sem čakal, da se pokaže kaj boljšega. Ta zobata riba mi je dala priložnost, a sem bil prepočasen. To je bila prava borba. Vidite, voda je res motna, čeprav je tam spodaj neverjetno plavati skozi tiste jame in ob hlodih. Ampak fantje, moramo si izmisliti drug načrt. Vrnil se bomo v naše zavetišče. Pravkar sem tukaj opazil ribo. Hitro bom vzel puško, morda jo bomo lahko hitro ustrelili. Zgrešil sem. Kako sem lahko to zgrešil? Človek, zdaj me zebe. Toliko energije sem porabil za potapljanje in na koncu nimamo ničesar. Slekel si bom to neoprensko obleko, moram se posušiti in ogret, fantje. Smo čist na dnu, nimamo hrane, zebe me. In dobesedno nimamo vode. Imel sem najlažji strel naravnost pred sabo, ko sem se vrnil. Riba je dobesedno sedela tam, ustrelil sem s pomola, s podvodno puško in sem jo zgrešil. Mejna možnost je, da se bo vrnil. Imamo le še nekaj ur svetlobe in potem se moramo pripraviti na noč, ki je pred nami. Zdi se, da bo to ena mrzla, osamljena in lačna noč. Poglejte to. To me res razjezi. Tudi naš prekleti pajek si je ujel muho. O moj bog, tako sem opečen od sonca, tako slan in na koncu nimam ničesar. Hočem lahek zalogaj. Videli ste danes, toliko smo raziskovali, zapravili smo energijo. In dobesedno lahko vidim ribe z našega pomola. Mislim, da bo to za nas lahek zalogaj, fantje. Potrebujemo vse, kar lahko dobimo v tem trenutku. Je malo tako, kot ob 4 zjutraj v nočnem klubu. Domov bo šel s tistim, kar lahko dobiš. Zagotovo lahko ujamemo to ribo, fantje. Trenutno dobesedno delujem na minimumu. Na koliko krajih na svetu lahko ujameš hrano 1 meter od svojega pomola? Prav, dobili smo ga. Dobili smo ga, dobesedno. Se hecaš z mano? Ne morem verjeti, da se je to pravkar zgodilo. Pravkar smo skočili dol in ujeli tega lepoca. Ta stvar je videti noro. Fantje, še nikoli nisem ustrelil enega od teh in nimam pojma, kakšnega okusa so. Končno bomo dobili nekaj energije nazaj.
Ma 3 repke in tako se poganja skozi vodo. Je zelo širok, a v resnici precej ozek, kar pomeni, da verjetno ne bo veliko mesa na tej stvari. Les tukaj zgor je precej vlažen, zadnjih nekaj dni je deževal, tako da bomo morali počakati, da se malo posuši, ampak upam, da bomo jutri lahko raziskovali dlje, kot smo danes, in našli večje in nevarnejše živali. Surova riba za večerjo tukaj. Prvi dan. Bolj divje od tega skoraj ne gre. Končni res. Tukaj imamo kos mesa. Kako naj to splakneš na tem mestu? Se šališ? Samo odloži s palube. Lagal bi vam, če bi rekel, da meso zgleda dober. Zgleda odlično. Ampak to je gorivo, ki ga tukaj potrebujemo. Lotel se ga bomo. Na verandi pred našo kočo tukaj sredi ničesar. Zaradi tega to počnemo, draga. Gremo. Meso je tako sveže, še ni imelo časa, da bi se umirilo. Še vedno se premika v mojih ustih. Iskreno, ni tako slabo. Gremo. O ne. Že čutiš, kako prihajajo komarji. Razmišljam, kje za vraga bomo danes spali, ampak imam nekakšen načrt. Torej, imamo eno idejo. Moram prdent v to vrečo. To moram narediti. Samo šalim se. Pihal bomo vanjo. Kolikor zraka lahko spravimo noter. In vsaj imamo nekaj mehkega, na kar se lahko naslonimo. Pravzaprav, ni tako slabo. Vidite lahko, to je majhna napihljiva blazina tukaj. Če nas bojo kasneje žuželke res napadle, lahko uporabimo zgornji del neoprenske obleke. Kdo ve, kaj se bo zgodilo sredi noči? Če bo postalo noro, si bom oblekel zgornji del neoprenske obleke. V redu, tukaj imam svoje poživilo in zelo me mika, da bi ga vzel, ampak nimam pojma, kaj se bo zgodilo v naslednjih nekaj dneh, fantje. Zato jo bom prihranil. Jutri imamo nekaj jasnih ciljev. Prva stvar, zjutraj moramo najti nekaj za pitje. Rad bi šel dlje, kot smo šli danes, da vidim, če lahko najdemo kakšne večje živali. In rad bi zakuril ogenj tukaj pri tej koči. Jutri popoldne, upam, pridejo fantje po mene. In do takrat imamo še kar nekaj časa. Vse se je upočasnilo. Je mirno. Vse ptice so se že vrnile v svoja gnezda. Noro je, kako takoj, ko izgine tista svetloba, pridejo ven tudi vsi insekti in zdaj me res napadajo. Tukaj bomo malo počivali. Če se po noči zgodi kaj norega, vam bom sporočil. Zdi se, da je ves veter ponehal, ampak komarji me res napadajo. Ko imamo malo vetra, fantje, dejansko odpihne komarje stran. Zdaj me pa res napadajo. Dobro jutro, fantje. To je bila ena najdaljših noči v mojem življenju. Celo noč se je naš nahrbtnik stalno prazno. Skoraj nič zraka ni ostalo v njem. In spal sem kar na tem ravnem lesu tukaj. Komarji me niso pustili primer, poglejte mojo roko, fantje. Poglejte tole tukaj. Ampak imamo nov dan in vesel sem, da vidim sončno svetlobo. Danes imamo 3 naloge, ki jih moramo opraviti. Prva je, da moramo najti neko tekočino, fantje. Od začetka izziva sploh še nismo pili. Druga naloga je, da želim videti, če lahko raziščemo še dlje kot včeraj in najdemo kakšne res dobre živali. In tretja naloga je, da želim videti, če lahko zakurimo ogenj pri zavetišču in zdržimo do prihoda pome. Naše zavetišče še vedno stoji, kar je vedno dobra novica. Fantje, moram dobiti nekaj energije, ker sem res čisto brez moči. Potrebujemo samo eno stvar. Ko to vzamem, upam, da bom dobil naval energije in se bom ponovno rodil. Pa spravimo to vase. Wow, ponovno smo se rodili, prijatelji. Gremo! Fantje, imam ogromno energije prav zdaj, sem popolnoma navdušen. Tako da bomo takoj skočili na kajak. Začeli bomo veslati naokoli. Cilj? Najti vodo. In če lahko zlahka ujamemo še kaj za podzob, bi bilo to vrhunsko. To je noro. Poglejte to. Tam je velika previsna jama, fantje. Moralo bi se dati priti skozi.
Dobesedno se moram nagniti nazaj, da ne udarimo v ta strop. O ne, izgubljamo nadzor, tukaj spodaj driftamo, kot v tokijskem driftu. Vse te stvari, ki kapljajo name, mislim, da je vse to netopirjev iztrebek. O moj bog. To je neverjetno, človek. Kaj? Dobesedno so pravkar prišla iz tiste jame v to noro laguno. O moj bog. Po raziskovanju ene najlepših modrih lagun v iskanju hrane in vode sem naletel na nekaj, za kar sploh nisem mislil, da obstaja. O moj bog. Wow, poglej to. Meduze, meduze, meduze. Na stotine jih je, človek. Wow. Imamo ogromne meduze. O moj bog, človek. O, poglej ga, kako plava. Povsod so okoli nas. Dobesedno se počutim kot v tisti sceni iz Iskanja Nema. Pojdimo ugotoviti, ali te meduze pičijo ali ne. Gremo. To mora biti ena izmed najbolj norih stvari, kar sem jih kdaj videl v življenju. To je bilo toliko kul. Prav, skočimo nazaj na kajak. O, res moramo iti po nekaj vode. Gremo. Čeprav je bila prejšnja noč ena najtežjih noči v mojem življenju, tega ne bi mogel doživeti, če ne bi šel skozi to bolečino, človek. Torej, če tam zunaj kdo, ki je šel skozi težke čase in podobno, naj ve, da je pot vredna. In na drugi strani je običajno nekaj lepega. Zato gre v življenju človek. Tukaj. Božje umetnine razstavljene v naravi. Odklopljen od vsega. Samo občutim, kaj pomeni biti človek, stari. Rad vas imam, fantje. Najlepša hvala, da me podpirate in mi omogočate, da to počnem. Prebijmo se skozi to majhno jamo. Sploh ne vem, kaj bomo našli tukaj, ampak moramo najti nekaj izvirov. Moral bom iti nižje, ker je ta del res, res nizek. Zdi se, da če gremo naprej, je to verjetno vir vse sladke vode. Vidite, ustvarja jamske sisteme, ki iztekajo ven, malo višje zgoraj pa je videti, kot da je džungla. Wow, prijatelj, počutim se kot pravi Indiana Jones. O moj bog. Prav. Odprlo se je. Samo višji grem tukaj, ampak lahko povem po tej vodi, da je res, res čudna. Skoraj da je ledeno mrzla in potem so deli, kjer je toplo. Ja, to je v bistvu sladkovodna voda. Torej, nekje tukaj mora biti mesto, kjer teče v ocean. Trenutno smo v najglobjem delu džungle. O, skoraj sem padel. Tukaj je tudi zelo ostro. Tako, smo že. Na drugi strani je vse to sladkovodna voda iz izvira. Prečiščena je bila s temi majhnimi kamenčki tukaj. Imamo nekaj vode. Prav, užival bom v njej tukaj, fantje. Ja, sladka voda. Juhu! Edina stvar je, fantje, da moramo biti previdni, ker ne smem lulati v to vodo, ker to je tista voda, ki jo pijemo.
Prav, počutim se dobesedno kot majhen otrok, potem ko je popil vse materino mleko. Imam pravi pivski trebuh od sladke vode. Imamo palco in zdaj se počutim polnega energije. Počutim se, kot da lahko gremo dlje kot kadarkoli prej. Mislim, da si pravkar padel dol. To je bilo noro. Ne. Ravno sem zlomil našo palico, fantje. Ne. Zdaj imamo zlomljeno palico. Moramo iti poskusiti ujeti neke hrane. Prav, zapuščamo džunglo. Gremo na odprto morje. Joj. Ja, imam ga. Poglej to, človek. Fantje, poglejte to. Imamo neko vrsto trske. Prav, dvignemo jo. Ja! Velika, stara, smrdljiva trska. Fantje, te ribe imajo ogromno glavo in kup plavuti. Rad bi videl, če lahko ujamem še kaj večjega. In sedi v tem rečnem sistemu, prav tam, kjer je vsa sladka voda, ker ve, da vsa vaba odteka ven. To ribo bomo spustili nazaj. Vem, da je to morda velika napaka, ampak mislim, da lahko ujamemo še kaj večjega. S polomljeno palico in časom, ki nam beži, smo morali odpluti na odprto morje za našo zadnjo priložnost, da najdemo hrano. Poglej, ta greben postaja vse bolj jasen. Ne bi smel biti tukaj zunaj. Poberimo tisto plastenko, to je smeti. Zgleda neverjetno. Vidite lahko vse te obalne otoke. In potapljali se bomo na tem čudovitem grebenu. Poglejte to. Dobesedno lahko vidite ribe pod nami. V redu, tole zgleda kot popolno mesto za skok v vodo. Načrt napada, ujeti pošast. Želimo ujeti nekaj s podvodno puško, kar bo vredno epske pojedine kasneje. Gremo v vodo. Gremo! Ko se spuščam, se premikam počasi, poskušam se zliti z naravo in pustiti, da ribe postanejo radovedne ter se približajo k meni. Greben je bil poln ribic in vedel sem, da je le vprašanje časa, kdaj se bodo pojavili plenilci. Tukaj sedim na dnu, se počasi premikam, opazujem in iščem karkoli, kar bi lahko prišlo sem. Pri tem potopu sem se spustil dol in se znašel med čudovitimi, mehkimi koralami, kjer sem se skril in se popolnoma zakamufliral. To so fosilierji. So velika vrsta rib za vabo, za katero vem, da se z njo prehranjujejo plenilci. Prečkal sem morsko dno in naletel na ostanke teh velikanskih školjk. Tukaj lahko vidite, kako ribe uporabljajo greben, da se skrijejo ven. Vodni stolpec je bil poln življenja. Ničesar posebnega še ni bilo za pokazati, vsaj zaenkrat ne. Ko se spuščam navzdol, se premikam počasi in skušam biti neopazen, ker v daljavi vidim veliko koralno postrv. Ko sem se spuščal, sem prišel do jate mant. 3 ali 4 so lebdele v toku in se hranile.
Neverjetno je bilo, kako malo so se premikale, ostajale so na istem mestu, medtem ko sem sam plaval s polno močjo proti toku. Po nekaj urah potapljanja še vedno nismo imeli ničesar za pokazati, vreme pa se je močno poslabšalo. Zdaj ali nikoli. Uspel nam je, fantje. To je neverjetno lepa riba papiga. Poglejte te barve tukaj. To je pravzaprav grebenska riba. Videli ste, da smo veslali onkraj tega območja mangrov in uspelo nam je najti to neverjetno ribo. Trenutno me zebe do kosti. Vreme se je res poslabšalo. Tam zunaj je cel kup oblakov in začelo je deževati. Samo eno stvar moramo narediti in to je, da poskusimo zakuriti ogenj. Ampak najprej se moram sleči iz teh mokrih oblačil, ker me zebe. Poglej to, noro gobec na tej stvari. Ta tip ima pravi kljun. O, dobesedno serije povsod. Vse drobovje bomo vzeli ven iz njega. Poglejmo, če pride kakšna riba, da bi to pojedla. Uporabili bomo naš stol, fantje, ki ga imamo. Lahko bomo pobrali vse te mejhne odrezke. Vidite, imamo kup vejic in dobro je, da nam je nekdo pustil vžigalnik. Poglejte to, pralni detergent in vžigalnik. Hvala Bogu. V redu, mislim, da nam je uspelo. Mislim, da nam je uspelo, fantje. Uspelo nam je, draga, zdaj se kuha. Vsi napišite v komentarje, da se kuha, počakali bomo, da to pogori, potem pa bomo dali ribo direktno na žar. Imamo tole malo rešetko tukaj, samo postavil jo bom nad ogenj. V redu, tukaj imamo našo ribo. Dajmo tole kar direktno gor, kaj pravite, fantje? Gremo. Dajmo to naravnost na žar. To se bo počasi peklo nad našim ognjem. Iskreno, za tole živimo, draga. Najbolj oddaljena koča na svetu in imamo zakurjen ogenj. V zadnjih 24 urah nisem jedel toplega obroka in res sem navdušen nad tem.
Poglej to. Ribo smo jeli na kajaku. Lahko jo kar postreževa na veslu od kajaka. To je najbolj prvinsko, kot je lahko. Na zunaj izgleda kot oglje, ampak obljubim vam, ko ga olupite, bi moralo biti kar dobro. Poglejte tole. Čudoviti beli kosi mesa. Dajmo to pojesti. Poskusimo. O, moj bog. Je toplo, je hrustlavo, je sočno, je mesnato. To je neverjetno. Sveža riba, pečena na ognju, tukaj v najbolj oddaljeni koči na svetu. Fantje, uspelo nam je. Ta luč tukaj je moja vozovnica ven od tod. Hvala vam, fantje, res iz srca. Preživel sem zadnjih 24 ur v eni izmed najbolj oddaljenih koč na svetu. In zdaj grem stran od tod. Se vidimo na naslednji divji avanturi. Ne pozabite všečkati in se naročiti.